Najlepša hvala, dober večer, Alen, pozdravljeni. Živijo. Pozdravljeni tudi vsi, ki ste se nama pridružili na tem popotovanju. Pozdrav tudi vsem, ki si boste to popotovanje ogledali z nekaj zamika. Kako ste? Kakšen dan je za vami? V redu, spal sem do 2 popoldne, zaradi tega, ker včeraj smo imeli vajo, pa se je malo zavlekla, pa si človek rabi malo, da si vzame čas zase, se temu reče. Ste kot glasbenika in tudi sicer bolj nočni tip? Ja, jaz ne vstanem pred 1 popoldne in ne grem spat pred 2 ali pa še kasneje, ampak to je pač moj bioritem. Noč ima svojo moč, pravijo, in v ponoč sem lahko najbolj kreativen in najbolj svoboden v mislih in v obstajanju pravzaprav. Tudi na potovanjih? Ne, tam se pa majčkeno spremeni režim, ker namreč, če potuješ, je fajn, da imaš nekaj od dneva, to pomeni, da je treba vstajati ob 7 zjutraj, recimo, pa sploh, če imaš, ne vem, avtobus, ki gre ob 8 zjutraj in se cel dan vozi, tako da tam je režim drugačen, vstajamo ob 6, 7 zjutraj in grem spat ob 10, 11. Kar pomeni, da je, če prideš iz bioritma, ko spiš do 2 popoldne in potem, da greš recimo v Azijo, kjer je čas še nazaj, oziroma naprej, kakorkoli vzameš, je velik problem, ker to zame pomeni, da se moram 12 ur, recimo če grem na Kitajsko, ki je 6 ur razlike, moram skoraj praktično 12 ur prenesti noter, ker je težko. Druga stvar je pa, ko grem v Ameriko, tam je pa čas ravno tako, se pravi, če jaz ostajam ob 2 popoldne tle, to pomeni, da v New Yorku ostajam ob 7 zjutraj oziroma ob 8 zjutraj in je to glih prav. Veselje za cirkadiani ritem in možgane. Ker so naju nocoj povabili v literarno ozvezdje, sem uvodoma pomislila tudi na zvezde. Se spomnite morda, kje na potovanjih je bilo najlepše, najbolj temno nočno nebo? Definitivno mislim, več je bilo takih, ampak rečemo na Tibetu, ker si tam na 3000, 4000, 5000 metrih, in se spomnim po noč, tam tudi je slaba osvetlitev tam v nekem predmestju Lhase in tako naprej, tam, ko sem čakal pravzaprav letalo, zaradi letala sem že tja in se spomnim, zjutraj sem vstal ob 5 zjutraj in je bilo toliko zvezd na nebu, da sem rekel, to je pa res kot tak luster čez celo nebo in se prav spomnim, sem rekel, to sem pa zdaj izgleda res blizu zvezd že, glede na višino. Bova še kakšen tak vtis delila. Alen Stržaj ponavadi svojo novo knjigo Gora ni zadeta, zadet je Kdor gre gor, predstavlja kot potopis. Danes se bova pogovarjala. V resnici bo tako, kot je potovati s kom drugim. Ena mala frustracija lahko, ki pa rodi kaj lepega, če je človek navajen biti sam tako, kot ste vi. Tako, kar rečem pred potovanji, poskusimo pa bomo videli, kaj bo. V svoji knjigi prepotujete kar nekaj tisoč kilometrov, kar bomo naredili nocoj v slabi uri, potem tudi za vas kakšna minuta za kakšno vprašanje, popotniško, glasbeno, karkoli se vam bo utrnilo. Spremljale naj bodo vaše fotografije, en tak izbor različnih potovanj, ki ne bo nujno sinhroniziran z najim pogovorom. Ampak kot rečeno, Alen, v knjigi ste zajeli kar nekaj kilometrov, 5 potovanj in 30 let. Ja, jaz pravzaprav potujem po etapah. Prvič sem se v Azijo odpravil kot 24-leten mulc, ki ni imel nobenih izkušenj oziroma in potem sem to nekako flikal, to pot, se pravi, kot neka rdeča nit, kako priti od Ljubljane oziroma iz Slovenije, od doma, do konca sveta, simbolično seveda, konc sveta, ki je konc sveta, recimo, da je tam, kjer se naš veliki kontinent, Evrazija, konča in ga obliva samo še veliki Pacifiški ocean in nekako sem najdel to točko zadnjo pred tem Pacifiškim oceanom, to je bilo mesto Jayapura na Papuji na Novi Gvineji. In vmes sem pač prepotoval celo pot bolj ali manj po kopnem oziroma po tleh, kakor se da, povsod se ne da. Nekaj sem mogel z avioni flikati, ampak tako nekako, da sem vse dežele spoznal od Ljubljane do konca sveta. Se pravi, potovali ste v več etapah, pisali pa in bralcu se zdi, kot da bi v eni prepotoval. Ja, to je bil pa nekako, rečemo temu, literarni eksperiment, kako zdaj teh 5 potovanj iz različnih obdobij pravzaprav, v teh 30 letih se marsikaj spremeni, kako zdaj to dati v eno zgodbo, v eno rdečo nit in nekako sem probal
Je pa seveda se vidi skozi knjigo, da so se stvari spreminjale, recimo način potovanja, takrat, ko sem bil star 24 let, to je bilo v 90-ih letih, ne. Jaz sem praktično šel na pot brez nekih velikih znanj o svetu. Takrat nisem imel Lonely Planeta, ni bilo interneta, ni bilo informacij pravzaprav, ne. Jaz sem se podajal pravzaprav v neznano, ne. Edino, kar sem imel, sem iz atlasa za srednje šole strgal zemljevid Azije in to sem imel kot podlago, da sem videl, aha, tle se pride tle gre cesta sem in tako naprej, da sem nekako prišel skozi, ni bilo recimo plačilnih kartic, ne. Tudi gotovine je bilo težko menjati oziroma pač si se mogel znajdati in takrat smo imeli potovalne čeke, to so bili taki čeki, ki si jih dobil na banki, potem si, kamor si prišel, si jih lahko unovčil. Istovetnost si pa pokazal z podpisom, lastnoročnim podpisom, ki mora biti isti kot v potnem listu. Zdaj pa problem je, ker v potnem listu sem se podpisal enkrat, ko smo se pijani afnali tam v sred Grčije in sem se jaz tam not podpisal, naredil neko kraco in nisem znal ponarediti, ne, nikoli. In je bil problem, ker sem hotel unovčiti ček, pa so rekli, ja, to pa ni isti podpis. Tako, ja, lej, da ti ne razlagam, tam v Grčiji smo bili pijani, pa to, ja, lej, ni isti, ne, daj se še enkrat podpišem. Potem sem se podpisoval tam na tisti ček v zadnji še do zadnjega, da je on rekel, ok, zdaj ta podpis pa je približen istoveten. In takih opisov knjige je kar nekaj, ne, rokovanj z denarjem, menjalnic, napitnin, v bistvu odnos do denarja v vseh teh deželah je različen, ampak da greva lepo po vrsti. Torej, 24-letnik si napakira nahrbtnik in gre na železniško postajo in gre do Hongkonga. Ja, mislim, do Hongkonga ne greš iz ljubljanske železniške postaje, ampak greš, pogledaš zemljevid, pa vidiš, najbližji Hongkongu je Budimpešta, ok, gremo najprej do Budimpešte, ne. Vlak, ne, včasih je vozil, mislim, da se to ni nič posebenega ta vlak, potem pa sva imela, za tem frendom, ko sva šla, sva imela srečo, da sva še isti dan ujela pa bus do Istanbula iz Budimpešte, to sicer bilo cel dan pa celo noč in še do večera naslednji dan potovanje, potem pa v Istanbulu sva pa spet imela srečo, ko sva pa tako naslednji dan dobila avtobus za Teheran, za Iran, 50 ur na avtobusu, nikoli več. In že na tem avtobusu je začelo drastično spoznavanje tuje kulture, iranske predvsem in sve svašta. Tam se zelo lepo vidi neke predstave, neke strahove, neko morda poznavanje kulture, kot slišimo o njej in potem zares biti tam, ne, že na avtobusu. Ja, sploh za Iran, ne, Iran je bil še sploh še tudi danes, ampak takrat je bil pa še posebej na slabem glasu, ne, ker takrat je bilo pač dobro, Homeini pa to je lih umrl, takrat vojna z Irakom se je končala, ampak ta antipropaganda politična, ki jo vodi Zahod proti Iranu že vsa leta, ne, pod taktirko Amerike seveda, je povzročil, da je Iran bil zelo na slabem glasu, v smislu so mi rekli, ne hodi v Iran, tam so teroristi, mudžahedini, fundamentalisti, šeriatsko pravo, kamenjali te bodo za vsako malenkost in tako naprej, ne. Resnica je bila pa ravno obratna, ker sem tja prišel, sem spoznal najbolj prijazne, gostoljubne ljudi na svetu, vsak se hoče spoznati s tabo, slikati se s tabo, te povabiti na drink, na kosilo, k sebi domov, vsak, ki ga srečaš, hoče, da greš z njim domov, da ti predstavi familijo. In zdaj, nama je bilo seveda to šokantno, da vsak na ulici, ki pride do tebe, pet z mano k meni domov, ne, kaj pa veš, ne. Nisi vedel, ne, ker je to, ampak to je njihova, ta etos, ne, gostoljubni etos je tako močno zakorenjen, da je to že tak kulturni šok za nas, da se nam zdi, kaj pa ta zdaj hoče od mene, ne. V resnici pa je to samo njihov, oni imajo nekak tak kompleks, ker oni vejo, oni so meni govorili, zakaj si ti prišel v Iran, ne, kako si upaš, ne. Sem rekel, zakaj pa? Ja, prav, ker itak vi na Zahodu mislite, da je tle vse sam narobe, ne, da smo mi fundamentalisti, mi pa hočemo pokazati vam, ne, da to ni tako, ne. Isto odnos do denarja, recimo, ker smo mi prišla vsa zmedena tam na teheransko avtobusno postajo, ne, nismo vedela, ker tam ni turizma, bilo tako še posebej, je pomenilo, da je nek zahodnjak, ne, prišel tja, je bil totalna atrakcija, ne, ker niso bili vajeni in to so se postavili okrog tebe,
takole oni mudžahedini bradati, ne, in te gledajo, ne, in kaj zdaj, veš, ne, oni bradati, kaj mi bodo zdaj naredili, ne, sam Ferbči so bili, ampak zelo čuden feeling, ne, in pol gremo na nek šalter vprašati, ker smo hotela priti saj do slovenskega veleposlaništva, da v tem čudni kulturi, da saj malo nekoga, ki je nam soroden, ne, in on seveda je takoj izbrskal telefonsko številko, je klical tja, pa se ni noben oglasil, rekel, veš kaj, najbolj, da greš s taksijem do tja, ne, sem že vse zrihtal, poklical taksi in mi tako sva bila hvaležna, sva hotela dati mu nekaj napitnine. Bog ne dej, ma kakšen to je, mi smo veseli, da vi pridete. In pa v tem mudžahedini, ki so okrog naju stali, se začnejo dreti tako na naju, kao Iranian people don't need money, ne, kao nismo mi tako revni, kot vi mislite, ne, mi ne rabimo denarja, ne, mi smo tlele zato, da vam pomagamo, da se vi dobro počutite v naši deželi in tako naprej, in tako naprej. Ponos in gostoljubnost je na nek način dvosmerna cesta. Vi pridete v neko novo kulturo in neka nova kultura pride do njih, ki ima dolge lase in skoraj kratke hlače. Ja, to je bil pa poseben problem, ne, že na meji, ko sva prišla z tem 50-urnim avtobusom do turško-iranske meje, oni naši sopotniki iranski grejo vsi čez, najo pa zadržijo, ne, in tako prav, no, vidva pa danes ne bosta prišla v Iran, ne. Zakaj pa ne, kaj pa narobe? Ja, ker sta v kratkih hlačah, ne. Pa dobro, julije, razumeš, mislim, vroče je, ne, puščava, ne, in kaj, ne. Ja, ne, ne samo, da so nezaželene, celo prepovedane so kratke hlače v Iranu, ne. In mi je tako, ok, imamo dolge hlače na avtobusu, ne, sva preoblekla, ne. Sam problem je bil pa, ker je avtobus že bil čez mejo. On je rekel, jaz vam navajeno ne smem spustiti na ozemlje Irana za kratkimi hlačami, kaj zdaj narediti, ne. Ja, nekako se naju je usmilil, ne, in šel z nama uradno do avtobusa, da so se pred njim preoblekla v dolge hlače, no, pa rekel, welcome to Iran, ne. Ker vemo pač šeriatsko pravo, tam je res uzakonjeno, to je jasno, ne, ženske morajo biti zakrite in tako naprej, in tako naprej. No, ampak hec je pa bil pa to, ne, ker sva mi dva hodila po Teheranu, pa to vsi naju gledajo, promet se ustavi, da vidijo oni tujca, dva tujca sta prišla, wow, veš, trobijo nekaj, ne vem kva, ampak vsi gledajo mene in kažejo name in se mi posmehujejo, znači jasno, zakva ne. No in pa končno pride en tip do naju, en mlad, ki je govoril angleško za spremembo od ostalih, in pravi, the best, da sta prišla v Iran, mi smo ful veseli, ne. Sem rekel, ja, ampak zakaj se mi vsi smejijo, ne? Pravi, zato, ker imaš dolge lase, ne? So, kaj pa je to, kaj je narobe? Ja, moški dolge lase, ne, dolge lase imajo ženske, moški imajo kratke lase in zdaj ljudje ne razumejo, zakaj imaš ti kot moški dolge lase, zdaj, a ti hočeš biti neki transvestit ali kva, ali hočeš neki si neki poženščen pa to, ne, zato da se smejijo. Prav, ampak ne zato, ker bi se oni zgražali, ampak zato, ker se njim zdi fascinantno, da se to nekdo upa. Pa sem pa se spomnil, ko so meni očaki govorili, ne, da je bilo v Sloveniji, ne, ali pa v Jugoslaviji še v 50-ih, 60-ih letih, če je imel moški dolge lase, je bil cel problem, se je imel probleme s policijo. Tako da to, kar se nam zdi, da so oni čudna kultura, v resnici ni toliko zelo čudna od naše še nekaj let nazaj. Da ne govorim recimo o tem mitu, ne, ženske v muslimanskem svetu morajo biti zakrite, to je nasilje nad ženskami in bla bla bla, ne. Zdaj, ko ti potuješ, ne, po arabskih deželah, vidiš, da v resnici je resnica precej bolj kompleksna, kot so ti naši predsodki, ne. In potem sem se spomnil, da v Sloveniji na podeželju še pred 50-40 leti, ne, mamca ni šla od doma brez rute, ne. Zdaj, zakaj? A je bila prisiljena, ne? Ja, ni bila, samo pač tako se spodobi, ne. Enako je pri muslimanih, da pri njih se pač spodobi, da je ženska sama to, seveda ni to zdaj enoznačno, da se razumemo, ne govorimo o Iranu, kjer je to uzakonjeno, ampak recimo neka Jordanija, Turčija, ne vem, zdaj sem bil celo v Savdski Arabiji, sem bil pred 3 tedni, neke ženske so že odkrite in ni noben problem, večinoma so še vedno zakrite, ne ker bi bilo to zakonsko predpisano, ampak zaradi tega, ker se v njihovi kulturi tako spodobi. Svet se spreminja, religija, družbene norme, pravila seveda igrajo svoje. Vmes sem pomislila, ko sem brala vašo knjigo Iran, Pakistan, Indija. Pravzaprav so to kraji, ki jih v zadnjem času spremljamo zaradi geopolitičnih kriz, nemirov.
nestabilnosti in tako naprej. Kako z vsemi temi svojimi izkušnjami gledate na ta poročila, recimo, ki jih pa danes zahodni svet bliža v teh deželah? Pravzaprav jaz ne gledam na to kot z nekim čustvenim nabojem, bolj mi je žal recimo teh ljudi, ki so tam, ki sem jih rečemo spoznal, pa zdaj trpijo, a ne. Ampak moja mama rada reče v šali, da kamorkoli jaz grem, ne, da ko se vrnem nazaj, potem se tam začne ali vojna, pa je recimo taka izkušnja bila Ukrajina pa Rusija, ne. Jaz sem bil v Ukrajini leta 18, se pravi še pred vojno, sem šel po kopnem, se pravi z vlaki pa to Černobil in tako naprej. In sem prišel z vlakom do Moskve. In sem potem letel nazaj in sem šel čez pol leta, ki je bila zima, z avionom nazaj v Moskvo, na Transsibirsko železnico, na vlak in se čez celo zimo oziroma vozil čez celo Sibirijo in sem prišel tam do Bajkalskega jezera, ne, to je gor nad Mongolijo. In sem letel nazaj, misleč, da bom čez pol leta letel nazaj na tja in šel v Mongolija in tako naprej, ne. Se je pa zgodilo vmes korona in vojna. In kaj zdaj? Embargo Zahoda proti Rusiji, vsi so mi rekli, ne hodi v Rusijo, noben zdaj ne gre tja in res je, ampak jaz sem rekel, nekako jaz moram potegniti to črto še čez Mongolijo do Pekinga, ne gre drugače, ne. In sem šel lani, oziroma ne, čak, kdaj je bilo to, lani ali predlani zdaj že, z vlakom, z avionom do Bajkalskega jezera in šel naprej proti Mongoliji, ne. In jaz pridem na mejo, zdaj moram tako reči, ne, kljub temu, da ima Rusija oziroma Zahod embargo do Rusije in tako naprej, težko je bilo tja prideti, ni direktnih povezav in tako naprej, ampak Rusi s tem nimajo nobenih problemov z nami. Oni nam izkazujejo dobrodošlico. Problem sem imel zaradi evropskih omejitev do Rusije, sem imel jaz probleme, se pravi, nisem mogel plačevati z našimi karticami, nisem mogel interneta uporabljati z našimi temi sajti in tako naprej, tako da to je bil bolj strel v koleno za Evropejce kot za Ruse, Rusi s tem nimajo problem. Imel sem pa problem, ko sem pa prišel na mongolsko mejo, tam je pa ruski vojak gleda moj potni list, dolg časa, pa zdaj pa bova malo tlele se in sva šla v sobo za sliševanje. Ja, vidim, ti bil v Ukrajina, ne, leta 18. Sem rekel, ja, leta 18. Šta ti tam rabotat, ne, se pravi, kaj si tam delal, a imaš kakšne prijatelje, a boš še šel in tako naprej, imaš kakšne povezave, se pravi, vse skupaj je trajalo 5 minut, ne, nič, jaz sem vedel, da nič ne bo groznega, ker nisem imel nič na vesti, pač videl je pač Ukrajina in zdaj tam si predstavljate sred Sibirije, so zdolgočaseni ti ruski cariniki, nimajo kaj za delati, vojna se dogaja na zahodu, ne, in se mi je zdelo, da je želel biti soudeležen pri tem občutku države, da skrbi za varnost, ne. In pa sem seveda me izpustil, ker je tak nima kaj, tako da. Ja, občutek avtoritete je vselej povezan z občutkom moči, ampak s takšnimi avtoritetami ste se tudi srečevali, ne? Na mejah, pri carinikih, s policisti, tam, kjer ste trepetali, ali bo viza, ki je pravzaprav že pretečena, vam bojo dovolili stopiti iz Indije, je to bilo, ne? Ja, tako, ko me sprašuje recimo nevarnosti pa to, ne, moram reči, nikoli v svetu, kjer sem potoval, nisem bil v resni nevarnosti, razen, ko si sam nakopljem, ne, za svojo ali nevednostjo ali z šlamparijo. In tako je bilo recimo prvič, ko sem potoval za vizo, to je bila Indija, ne, sem dobil 14-dnevno vizo in jaz računam, da bom tam 14 dni in sem točno zračunal dan, ko moram ven. In jaz se tisti dan pojavim tam in on šteje in prav, ja, en dan si prekoračil, ne. Kako sem prekoračil, sem štel, ne. Ja, ne, že prvi dan, ne, ko ti si, se šteje kot prvi dan. Jaz sem pa prvi dan do drugega štel kot en dan, ne. Idiot, ne. In ja, jasno, da sem imel probleme, pa je hotel, da ga podkupam, bla, bla, bla. Sem se delal, da nimam več denarja in tako naprej in nekako me je pol spustil, ja. Ampak, takrat ste imeli tiste potovalne čeke nekje skrite v žepu ali kako ja, je že seveda, bilo takrat? Mislim, to je pol že zadnji adut, ki...
Ampak to se človek verjetno kar zmojstri, to upravljanje z denarjem, glede na to, da ste bili v toliko različnih državah, recimo tudi za povrstjo, v eni je takšna kultura, Iranci, bog ne daj, kaj denarja, mislim, kaj plačevanja, kaj šele napitnine, spet drugje so pa malo da ne grabežljivi, ne? Ja, recimo to je ta zanimiv kontrast, ne. Od Irana sem pričakoval, da bo vse narobe, da bo, ne vem, pač te fundamentalisti, teroristi, so pa bili najbolj gostoljubni ljudje. Za Indijo sem si predstavljal, da so tam vsi v tej Hare Krišna pozi, po asanah in vsi peace in ljubezen in mir in tako naprej, ne. Je pa eno sama gonja za denar oziroma zasledovanje, nategovanje in to na take podle načine. Prodali bi ti vse, kar gre in v bistvu zelo slaba izkušnja oziroma velika preizkušnja za živce. Tam sem, mislim, ta boj za preživetje, jaz razumem, da je tam boj za preživetje res krut, ne, ampak oni seveda vidijo nekega zahodnjaka, nekega turista kot potujočo blagajno in njim je samo, da bodo izvlekli iz tebe vsako rupijo, kakor gre, ne. In se iz tega preživetvenega nagona se moraš res postaviti tako zase, da sem ugotovil tam, da imam tudi agresivno plat v sebi, ki je prej nisem poznal celo življenje. Če je Indija iz mene vlekla agresijo, je Nepal cinizem, ste zapisali v knjigi? Ja, Nepal cinizem, ker nekako Indija je prvi ta kulturni šok, ko je taka hektika, ko je taka gužva, pa se pravi, cukajo te za vsakem rokavu in če jim rečeš ne, ne razumejo, ne. Medtem pa prideš pa v Nepal, je pa še vedno se kultura ta hinduistična nadaljuje, ampak to je že gorsko ljudstvo. Manjša gužva je, precej bolj prijazni so, precej bolj skolirani. Tam, če mu rečeš ne, saj tudi prosjači pa drži, če mu rečeš ne, Nepalec to razume, Indijec pa ne. No, zanimivo. Ste pa, ko ste pregovorili o revščini, tudi zelo iskreno zapisali, da ste to pri sebi že razčistili, ne, če gre za prosjačenje za denar in da vi ne boste rešili sveta in tudi ne revščine, tudi če date vsakemu, recimo Indijcu, Ja, zdaj, če bi vsakemu Indijcu, ki me je zafehtal za 1 rupijo, če bi mu vsak mu dal 1 rupijo, bi na koncu pristal med njimi, ne. Se pravi, bi ostal brez in potem se seveda, mislim, ta etična dilema, ne, nekdo je reven in tako naprej, ampak zdaj to me je toliko revnih, da če bi vsak mu dal, zdaj pa, če daš samo eno, pridejo še vsi ostali, zakaj si dal njemu in zakaj njim ne. Se pravi, potem se moraš nekako mejo postaviti in rečeš, glej, saj jaz nisem Karitas, ne, nisem jaz poslan za to, da bom reševal njihovo revščino, ne. Jaz sem tle tudi zato, da jaz preživim, ne, konec koncev, ne. In zanimivo mi je bilo, da ste bili kot popotnik zares popotnik, da ste niste držali samo glavnih mest, središč, ampak da ste zavijali tudi na podeželje, v vasice, nekatere zelo odmaknjene, zelo revne. Ja, saj to je, mislim, da je to point, ne. Jaz vedno skušam priti do dna, rečemo pri vsakem ljudstvu, do njihovega tega normalnega vsakdanjega ustroja življenja, ne. Se pravi, recimo to je Afrika je zelo eklatanten primer za to. Jaz sem bil sem živel pri raznih plemenih, kot so Mandinke v Gambiji, Masaji v Keniji, Masaji v Tanzaniji, Samburu v Keniji in tako naprej, to živiš pač v kolibah tam, ne. In spomnim se recimo v Gambiji sem pristal v neki vasici, ki je daleč od turističnih mehnih otrok, sploh še niso videli belega človeka v življenju, ni elektrike, ni vodovoda, črpajo vodo še vedno na vodnjake, okrogle kolibe z slamnatimi strehami v to. In enostavno tam je bil največji kulturni šok, ne. Ker ne samo, da živijo tako v drugačnih teh etičnih nazorih kot mi, ne vem, recimo tam so poligamni, ne, in oni ne razumejo, ko sem jaz rekel, a ja, tvoj fotor imaš kar 4 žene, ne, pravijo, to kaj nenavadnega, sem rekel, ja, pravijo, pri vas ni tako, prav sem rekel, ne, pri nas že, če imaš 2, je že vse narobe, ne, ko? Tako pogleda, pa prav, a ste vi malo čudni, a ne, ja, mislim, ne. Tako kot mi pa on ni znal razložiti, zakaj imajo več partnerjev, kot samo moški, ne pa tudi ženske, ne. Tle se pa ustavili, ne, se pravi. Kaj je čudno, kaj je normalno, kaj? Ja. S tem, da živeti pri teh ljudeh je tudi tako, ne, to imaš kolibo, ne,
ni WC-ja, ni kopalnice, ne, to se umivaš iz lavorja ali pa recimo pri Masajih je tako, da WC-ja sploh nimajo, ampak lulaš na, kako imajo ogrado, ne, okrog domačije, da ne pridejo plenilci, ne, pač lulaš na to ogrado, če greš pa kakati, moraš vedeti pa ven, ne, samo zdaj, če te sred noči prime, pa je tam lev ali pa ne vem kva, ne, tako da je to malo hecno. Ampak to z WC-ji so kar dobre zgodbe, ne? Tudi v knjigi piše. Ja, da. zdaj se ne spomnim sicer o Od zgodbi z tega WC. na Štrbunk do tega, da so vas tudi poslali kam v Grmovje. Ja, to je čisto normalno, ampak to se navadaš na takih potovanjih, to sploh več ni tako, mogoče za ženske je to malo drugačne, absolutno, za nas pa ne. Drugač pa ja, večinoma po svetu so te, včasih smo rekli, čučavci, ne, ko če piš, ne, ampak je hec recimo, da nimajo toaletnega papirja, ker oni se to vse z roko in z vodo, ne. Zdaj, če nimaš toaletnega papirja, si primoran, ne, da se tudi ti z vodo, jaz nisem tega vajen, ampak nekako sem se mogel navaditi in Kje ste prali obleke? Takrat, leta 96 recimo. takrat sem jih še sam prav. Sem imel prav zavojček praška s sabo in vse tiste štumfe in gate, ker jih nisem mogel toliko vzeti s sabo, da ne bi bil toliko poln ruzak, a ne, se pravi, sem jih mogel sproti prati, ne, in potem si dal sušiti in zvečer in da se do jutra ni posušil in potem si to vse, mislim, da ne govorim. Zdaj pa nekako, zdaj so tu že tako službe, recimo v vsaki vasi, daš nekomu prati, mu plačaš in da ti, a veš, kakšna gospodina opere, tako da to ni noben problem. No, ampak recimo pri Masajih je bil hec to, ker sem jih prosil, če mi odperejo obleke, ker so bile umazane od safarija in so rekli, ja, seveda, v čem pa boš med tem, ne? Sem rekel, ja, bom imel trenerko ali pa nekaj bom že imel. Ne, boš kar v naših oblekah in so mi prinesli, in so me oblekli v Masaje, sem bil tam 3 dni oblečen kot Masaj z njimi in pa sem še celo ugotovil, zakaj, zaradi tega, ker je tako zelo svobodno od spodaj vse tako zračno in fajn. Nič ne utesnjuje. Ne. Ste bili v kakšni državi, kakšnem mestu, kakšnem kraju utesnjeni? Tesnen, v kakšnem V smislu? smislu, da je nekaj pritiskalo, da niste želeli tam ostati, čeprav je bilo tako Ja, zamišljeno. to je bilo, to je veliko krajev, ne, mislim, to mogoče se ljudje ne predstavljajo, ker mogoče vidijo te fotke, sem bil tam, pa sem bil pri Indijancih, pa sem bil v Južni Ameriki, pa v Afriki, pa, ne, ampak da prideš ti do tja, ne, je pa velik štrapac, veliko ti vzame voženj, živcev, denarja, časa, negotovosti, zaupanja, nezaupanja in tako naprej. In je to kar velik, mislim. Alen Stržaj, menda imate vedno s sabo papir in svinčnik, ko greste na potovanja. Še sreča, ne? Ker pravite, da spomin vam ne služi dovolj dobro, da bi zapisali vse te malenkosti. Ja, kot pravi moja pesem, imam precej slab spomin, tako da je nujno, da si, ampak začel se pravzaprav tako, ker se pravim, takrat ni bilo nekih komunikacijskih možnosti, ker sem bil leta 24 star, ker sem bil 24 let star, kako se javiti domov, ne, in ni bilo druge, kot da pišem pismo, ne, in sem tam celo Turčijo, Iran sem pisal pismo in sem ga oddal, ko sem bil konc Irana in pa sem gotovo, da ta pismo, ne, je v bistvu že nekako zasnova nekega potopisa, ne, in potem sem to nadaljeval, tako da zdaj v bistvu več ne rabim kulja, zdaj je že ta aplikacija, ki ti kaj narekuješ in ti ona piše. Tako, Aha, to je zdaj. Moderni zapisi za naslednjo knjigo že. Ja, naslednja knjiga pravzaprav že praktično končana, to je Afrika, ne, tam se pa tudi dogaja Azija je recimo taka lagana predpriprava na Afriko, jaz pravim, ne, ker tam je pa še vse še bolj divje in še bolj animistično, ne, tudi v tisti vasi, recimo, ki sem prej omenil, ki so poligamni v to, smo tudi se je zgodilo, da smo po noč preganjali čarovnice, ki rade žrejo dečke z obrezanimi penisi in so delali kraval, oziroma smo mi delali kraval, oziroma so delali kraval, da so jih odgnali, ne. Sem najprej mislil, da je to neko vraževerje, etno, pa to, ampak ne, oni zares tako živijo in to je njihov realen svet, ne. Pravzaprav sem vam rekla, da bova začela z naslovom, ampak pojdiva zdaj do njega. Gora ni zadeta. Kje se je to zgodilo? Kje ste si to rekli? Kje ste to zapisali? Kaj je bilo takrat v Indiji?
če že namignem, kam V gremo. Indiji sem se znašel v neki sveta vasica, Puškar se reče, to je ob nekem jezeru, svetem jezeru, po neki legendi celo iz Ramajane pa to, ne, in je obzidano jezero okrog z marmornatimi templji in ljudje pridejo tja si očiščevati karmo, delajo obrede in tako naprej. Po vasi imaš poln teh nekih svečenikov, ki kuhajo te darove za bogove in tako naprej. In celo vegetarijanska vas, oziroma vas, kjer je prepovedano vnašanje mesa in vse restauracije so vegetarijanske, recimo, ne. No in okrog te vasice so pa take neki grički, tako zelo slikovito, in jaz se uspnem gor na en ta griček in najdem nek tempelček. In je bil nek svečenik, ne, Baba se reče njihovim svečenikom, hinduističnim, je pokazal svoj oltarček, šive pa tako naprej. In tam je bil še zraven nek njegov friend, nek tak hipi, ne. In on privleče nek bobenček in pol sončna očala in smo peli v sončni zahod, smo peli Om Namah Šivaja, ne. In medtem pa tale hipi, ne, ta njegov friend zvija neka zelišča, ne, in v take, ne, zvitke in jih dimi, ne, in potem čez kakšno urico, ne, ali kaj takega, ne, sem padel v tak smeh, ne, ker se nisem mogel pobrati in sem se dejansko valal tam, res dobra roba, moram reči, no. Sem se valal tam, nisem se mogel ustaviti, dva gledati, zvijeta še enega, pa še enega, pa še enega. No in pa, ko sem nekako vse prišel, ko sem se poslovil od njiju z nasmeški pa to, ko sem dol odhajal, sem se še ozrl enkrat nazaj v hrib in videl tisti tempelček in se sam pri sebi nasmehnil in sem si rekel, res gora ni zadeta, ampak zadet je tisti, ki gre gor. In tako je nastal naslov te knjige, kaj pa na naslovnici? Na naslovnici je pa ta fotka, ki smo prej že videli, to je pa prizor iz Tibeta. Neka babica in vnuček, ki sem jo slučajno ujel in ta fotka, že takrat, ko sem jo posnel, sem vedel, da bo to najboljša fotka oziroma da to mora biti izpostavljena fotka. In je, ja, na Tibetu je bilo pa, to je bil pa spet en podvig, ker me pa niso pustili, spet sem imel težave recimo s kitajskimi oblastmi, ker me niso pustili kljub veljavni kitajski viziji na Tibet, zaradi tega, ker oni ne spuščajo individualnih popotnikov. Bili ste že tam, pa ste se morali vrniti? Bil sem že tam, 6 ur iz Katmanduja, ko mi najdu prevoz in tako naprej, vas vesel, da bom šel jaz danes na Tibet, na Kitajsko, pa bom sam rekel, za kitajsko vizo ne moš na Tibet greš lahko samo prek agencije in se pravi, moš iti nazaj v Katmandu na agencijo, se prijaviti za enotedenski izlet, ki te peljejo z najetim avtobusom in tako naprej. No, nekako sem pol, zaradi tega sem zgubil več kot en teden v Nepalu, ampak sem pa potem tako prišel na Tibet, je pa tako, da sem, čeprav nisem hribovec, lahko rečem, da sem ovišel, ker marsikjer gornik, ki sem bil na 5200 metrih, je prelaza, ne, in sem pa plačal visoko ceno zato, ker sem šel tako hitro na tako višino in sicer hudo višinsko bolezen, mogoče je bila to največja nevarnost, v kateri sem bil, ker sem res doživel blackout, ne, se pravi slabost, bruhanje, takrat je bilo pa se res fajn izkazalo, da nisem sam, da imam ljudi okrog sebe, da so mi pomagali, ne, ker je telo rabo, ne vem, 24 ur, da se je aklimatiziral, ne. Celo tako je bilo, da ko bi se morali spustiti, čim prej je avtobus se pokvaril. No, veš, to je pa ta Murphy, ne, kako se reče, ne, ko smo bili na prelazu, mislim, da je bilo celo 5400 metrov, takrat me je zagrabil, ne, in sem rekel, ok, zdaj se bomo videti samo spuščali dol na 3000, a ne. Ja, glih tam je crknil avtobus in se nismo premaknili 2 ure, dokler ni prišel en drug avtobus in nas potegnil dol, ne, ampak ravno takrat in ravno na najvišji točki, ne. Ampak vse se je dobro končalo, kakšnega drugega bolnišničnega obiska pa ni bilo? Ne, pravzaprav nikoli nič, je pa res, da pazim, ne, sploh v tropskih državah, recimo čim greš preko puščave, ne, in to velja in za Azijo in za Afriko, čim do puščave si še varen, ne, pol za puščavo, ne, ko pride pa tropski podnebje, moraš pa paziti zelo na hrano predvsem, se pravi, vse mora biti absolutno sveže kuhano ali sveže pečeno, sadje olupljeno edino, ne, nobena zelenjava je sveže in tako naprej, ampak če to upoštevaš, je minimalno, zgodi se ti, da dobiš drisko za 3 dni, ampak to je normalno, ne. Največji problem je bil pa pravzaprav, ko sem šel na Antarktiko, ne, kdo bi si mislil, ne, ker sem pa zgleda napako naredil, ko sem prej v Argentini pojedel
neke školjke, ne, in potem sem šel na ladjo, na Antarktiko, in to smo bili praktično živiš 10 dni na ladji, ne, ker tam ni mest in kopnega, in da bi, ne, ampak se lahko sem na ladji in sem fazo tako odriskal, da se nisem znebil 10 dni, tako da sem preležal, ampak je pa tako, ne, da sicer na ladji ležiš pa to, ampak imaš pa tako dvakrat na dan imaš iz ladje izhod, se pravi na kopno ali pa s čolnom do teh raznih mrožev, mislim tjulnov pa teh kitov pa ledenikov pa tako naprej. In me je adrenalin toliko zagrabil, da sem čisto pozabil, da sem bolan in sem z lahkoto obdelal Antarktiko, tako kot je treba. Fascinanten živalski svet. Kako je bilo s časom in dojemanjem časa, če zdaj pomislimo leta 96, ko še ni bilo mobilnih telefonov, kjer uro nosimo s sabo, ste imeli kakšno uro na roki, da ste vedeli, kater dan je, katera ura? Ja, takrat smo še nošili ure, ja. Čeprav je verjetno na potovanju najboljše tisti občutek, ko ne veš, kater dan je, niti koliko je ura. Ne, bolj je problem ta v Afriki, Africa time se reče, ne, in to ni samo v Afriki, ampak tudi še marsikje, ne, ko je to dojemanje časa njihovo, ne, skregano z našim. Naprimer, ne vem, tam sem bil v sred puščave, v Sahari, v eni vasi tudi, Bogu za nogu, in ko je prišel dan, ko jaz odhajam od tam, ne, zjutraj, tam ni javnih prevozov, ampak je tako, poznaš nekoga, oziroma nekomu rečeš, da nekdo pozna, ki gre v mesto, recimo, ne, z terenci ponovno, s temi džipi, Toyotami. In zjutraj sem rekel, ja, jaz moram biti do takrat do popodneva, moram biti v Nouakchotu, se pravi v Mauretaniji, to je glavno mesto. Sem rekel, kdaj pa si rekel, ja, evo, zdaj pride ta terenca, ne, počakaj, ne, pa jaz čakam, pol ure, kdaj pride, ne, prav takoj, tudi de suite rečejo v francoščini, tudi de suite, ne, takoj, ok, čakam še uro pa pol, 2 ure, sem rekel, kdaj bo, tudi de suite, takoj, ne, in to v Afriki pomeni takoj, lahko tudi čez 3, 4, 5 ur ali pa popoldne, ne. Če je Indija iz vas potegnila agresijo, Nepalci nizem, je torej Afrika potrpežljivost? Ja, Afrika izvleče iz tebe pa vse možne preživetvene nagone, to je res, ja. Kaj pa Indokina, če greva zdaj v drugi del, pravzaprav, kot se zdi po ritmu knjige, ko je pa bilo obdobje po covidu, če se ne motim, po pandemiji, ko ste šli v tisti del, to je bilo pa tudi zanimivo, spoznavanje, kako so ljudje se otresli nekih zgodovinskih dogodkov, če recimo govoriva o Burmi, tam je to zelo močno, se mi zdi, ste doživeli to. Ja, zanimivo je bilo primere, da recimo Burmo, Kambodžo pa Vietnam, ne, vse so znane potem še iz časa naših življenj, pravzaprav po bratomornih vojnah, ne, državljanskih. Vietnam, vemo, pač vojna med severom in jugom, tako rekoč med partizani in domobranci ali republikanci, ne, medtem ko recimo Burma, ne, ima pa več kot 50 let vladavino diktature, te vojaške hunte, zaradi katere sploh ni imela turizma, ne, ki je bila stalno v vojni, do pred 10 leti, ko je pa doživela ta žep demokracije, in takrat smo popotniki to izkoristili, da smo v Burmo videli, ker zdaj namreč je spet se vrnila ta vojaška hunta in spet ni zahoda tja. No in jaz sem pričakoval, ne, da je zdaj, ko so jo odprli, ko je demokracija, da se bodo ljudje izpovedali, da bodo, ne vem, svoje travme dali ven, tako kot je po vsaki diktaturi, ne, v Evropi bilo, da ne govorimo o Sloveniji, ne, ko še zdaj ne moramo, koliko je 80 let, pa ne moramo pozabiti teh razprtij med enimi in drugimi. Recimo, zgled za to je Vietnam, ne, ker kljub temu, ne, oni nimajo nobenih zamer en do drugega, nobenih travm iz preteklosti, ali pa da bi se te vojne spominjali z nekim odporom, pa to, ne, pa so bile gotovo kakšne zamere, pa to, ampak ne, oni so rekli, to, kar je bilo, mi gremo naprej, nimamo več in ne vidiš ti, da bi bile razprtije zaradi tega, ne. Isto v Burmi, ne, sem pričakoval, da mi bodo govorili o travmah, nihče ni jamral, kakor da so se vsi v tem budističnem, spokojnem, potrpežljivem čakali, da bodo hudi časi minili, in ko so prišli lepi časi, so bili vsi veseli, gremo dalje, ne. In tudi zdaj si ne predstavljam, zdaj, kako je recimo
so začeli odpirati turistične obrate, ne, takrat, ko je bilo to tako. Ne. In zdaj je spet ta hunta in zdaj so mogli spet se zapreti, ne, tako da si ne predstavljam, kako je to. No, za primerjavo, recimo Kambodža, ne, ki je imela pa tudi vladavino rdečih Kmerov, tisto 4-letno, kjer so pobili, mislim, da je 1 700 000 lastnega naroda. Pri njih pa je, oni pa ne morejo pozabiti te travme, ne? Pri njih je pa to še vedno živo in predvsem v recimo ohranjajo ta spomin v znamenitem zaporu, bivšem zaporu v Phnom Penhu. To je bila bivša gimnazija, ki so rdeči Kmeri uzurpirali in iz nje naredili jetnišnico in sam tam je šlo, mislim, da 60 000 ljudi, da je končal. No, eden je preživel, en stari, ki je napisal knjigo in on pa zdaj tam ždi in hoče, da se ta zgodba ne pozabi oziroma pač za naslednje rodove. Kakšna neverjetna človeška moč, ne, da lahko govori o tem in ne nazadnje tudi sreča, da je preživel vse to. Ja, imel srečo zaradi tega, ker je bil slikar in oni so uporabljali nekoga ilustratorja, ki bo risal portrete od Pola Pota in Lenina in to je on znal in zaradi tega je preživel. Odprl se vam je s to svojo zgodbo, veliko ljudi se vam je odprlo na poti. Kako vzpostavite ta stik, ta kontakt z njimi? Pravzaprav, odkar potujem sam, ne, jaz sem, ko sem rekel, na prvo pot sem šel z prijateljem, ker nekako nisem si želel biti sam oziroma v takem svetu neznanem, sploh v Indiji pa to. Ampak on je pol šel, zato se z 2 drugima Slovenkama tam srečal, najdu. Ampak takrat še ni bilo teh komunikacijskih možnosti in smo se izgubili. Čez noč se je zgodilo, da smo se izgubili in se nismo več našli. In jaz sem bil prisiljen sam ostati, oziroma to je bilo tudi kar preizkušnja za lastno dušo. Ampak ko sem se to navadil, ker sem gotovo, da se v bistvu ni nobene panike potovati sam, oziroma se še lažje znajdem sam. Ne. Od takrat naprej potujem sam še sam. Kamorkoli gre, ne? In kaj je bilo že vprašanje? Kako je s tem navezavo, stikov in zaupanjem pravzaprav? Če si sam pravzaprav precej lažje navežeš stik za domačinijo, kot če si v grupi. Ne? Se spomnim, da sem prišel v Panami v enim Indijancem, tudi v deževni prav gost. Oni sicer sprejemajo turistične skupine, ampak to je zelo tako redko, samo določene agencije vejo za njih in pol, ki imajo par teh turistov in jih peljejo tja, oni malo odplešajo in pol oni grejo. Ne? Jaz sem se slučajno znajdel tam v istem času, ampak nisem bil s to skupino, ne? Jaz sem sam prišel tja. Ne? No in ko so te odšli, sem jaz sam ostal s temi Indijanci, ne? In se njihov odnos do tujcev se čisto spremenil. Ne? Tam so bili formalni, pa to so mogli pač to zaplesati. Ne? Pa ko sem bil jaz med njimi, ko se je pa večer prelevil v njihov normalen vsak dan, ne, so me pa v bistvu skoraj sprejeli za svojega, oziroma sem bil tam med njimi, preživel par dni z njimi in smo se pogovarjali predvsem bolj osebne stvari, kot so se recimo z njimi. Ne. In pravzaprav se vam to dogaja povsod po svetu, ne? Povsod. Človek je dober, radoveden, tudi gostoljuben, če prideš do njega. Absolutno. Povsod na svetu, evo, vseh teh ljudcev, ki sem jih obiskal, lahko rečem, da so in dobri in slabi ljudje, ni, a veš, da bi rekel nek nacionalni karakter, ti so dobri, ti so slabi. Bolj ko raziskujem, bolj vidim, da je tako kot pri nas pač individualno, ne, imaš te ekstreme in nune ekstreme. Kdaj vas je bilo pa najbolj strah? Da mi je bilo najbolj strah, ne vem, če mi je bilo To je dobro. Ne znam povedati, no, mislim, no, mogoče lahko spet izpostavim Iran, a ne, ko sva s tem prijateljem se šetala po mestu Bam, mislim, da je bil Zahedan ali Bam, in kar naenkrat policaj zažvižga, polis, ne, kao, gremo na policijo, ne, pa mi da, kva sva pa zdaj naredila, kva pa zdaj narobe, ne, pa sko, kva, zdaj me bodo ustrigali, kva nekaj, kva jim gre, a veš, ne, polis, in mi dva greva, a veš, moj prijatelj že vleče številko od veleposlaništva slovenskega, ono kava. Prideva kaj do pisarne, glavnega šefa Berkati, Iransk, ko se postavi, se usedeva, se takole postavi in se rekla, zdaj bo pa začel padati. Ne.
Welcome to Iran. Dobrodošli, ki ste prišla v Iran. Če imate kakršnekoli probleme, sam pridite sem, bomo vse rešili. Mi smo vaši prijatelji, to morate vedeti. In tako, kako se vam zdi Iran, kako se vam zdi Iran? Nama že tako veš, ja, vse v redu, super, super, super. Ne. Drug problem je bil pa tisti incident v Nepalu, ko pa sem bil na enem festivalu, oziroma v hindujski festival, ki se dogaja po celem mestu, to je cela fešta, večdnevna. In so ljudje razposajeni, tudi mladi pa to. Ne. In sem tako z nekimi mladimi smo se poprijateljili in so me povabili na nek dvorišče, zasedno dvorišče. Ne. In oni lepo spet privlečejo nekdo ven in zvija in to in mi sedimo v krogu in se pogovarjamo, bla, 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 bla. In v tisti zadetosti tako se razvija debata v neko čudno sfero, namreč ali ima dan res 24 ur, pa je, da jih ima 23, ne, sem rekel, super, fajn zamisel, ne, ampak kako bi to pol prikazal na številčnici, ne, in sem imel budilko s sabo. In izvlečem in tako, mi gledamo zdaj v tisti 24, kako bi zdaj to 23 naredili, ne, in v tisti zadetosti jaz dobim vizijo, kako pride en policaj noter in nekaj, ne vem kva, in sem sam sekundo rabil, da sem prišel, da to nisem vizija, ampak dejansko, ne sam en policaj, 10 policajev je uletel noter in sam do mene, prejel enega od njih, a poznaš tega človeka? Sem rekel, ja, zdaj smo se poznali 20 minut nazaj, ne. Ko so vsi zvlekli svoje bambusove pendreke in začeli mahati po njih in so jih tako pregarbali, vse te fante, ne, in so jih zvlekli pol iz tega dvorišča v marico, ne vem kaj, ne. Kar naenkrat, jaz pa ta beba, ki so bila skupaj, ostaneva sama sred večera, prazen tišina, ne. Kaj se zdaj kar naenkrat zgodilo, ne. Kako da so naju pustili primer, ne. In sam tako videl, kako en prihaja nazaj, policaj, ne. Sam, evo, zdaj pa ponajo, ne. Se je pa sam še vzrl, če je kje še kakšen njihov in je šel, ne. Tujce pustijo primer, ne. Ampak še zdaj ne vem, kaj je bil razlog, ampak verjetno je nekdo slišal, prijavil, da so mulci, ki z ganđo zavajajo turiste, nekaj v tem smislu mogli biti, ne. Ampak sreče, tujec je tam nedotakljiva oseba, ne, tako da to so bili recimo taki momenti, ne, ampak spet ne moram reči, da je bilo nevaren, tako da bi. Kaj pa srečni momenti, oziroma tako bom povprašala, bili ste v različnih deželah, ljudje različno živijo, nekateri zelo udobno, nekateri v naših očeh strahoviti revščini in pomanjkanju. Kje so bili ljudje najbolj srečni? Ja, najbolj tam, kjer nič nimajo, ne. In to so afriška plemena, to je bil, se spomnim prav tam na meji med Senegalom in Mauretanijo, eno pleme, pa pol tle, to, kar sem rekel pri teh mandinkah v Gambiji, ne. To je, recimo, oni so meni dali kolibo, da spim svojo kolibo sem mene. Zdaj tako, otroci tam so, mislim, to so reveži, ne, to nič nimajo, ne, se pravi, jejo vsak dan isto, riž, ne, skoraj suh riž, in to vsi iz lavorja, skupaj z rokami, ne. Edina igračka, ki jo otroci imajo, je tako, da si iz konzerv spletijo nekaj pa z žic, tako da imajo nek avtoček ali pa kaj takega. In to so oni najbolj srečni. Ali recimo imajo gumo od kolesa, pa jo pač furajo gor pa dol, recimo, to jim je največja zabava. No, in jaz sem v tisti kolibi zjutraj zbudim, čista tišina, tako gledam v steno, ko sem imel občutek, da me nekdo opazuje, ne, in se obrnem in 10 vaških otrok, en zraven drugega, sedijo na tleh ob steni v čisti tišini in mene gledajo. In ne vem, koliko časa so že bili že tam, oni so mogli biti že zjutraj, ko sem še spal, ampak čista tišina, tako spoštovanje, se pravi, niti pisal ni noben, samo tako so z radovednostjo gledali, kaj bom zdaj, pač čista atrakcija. In jaz sem imel plastenke za vodo, ne. Ker nisem seveda pil njihove vode tam iz unga vodnjaka, ampak sem si šel v bližnji kraj, v trafiko pač kupovati vodo, da sem jo imel. In sem tiste plastenke, ki sem jih porabil, so tam ležale mi zraven posle, ne. In tako ti otroci, ne, sem rekel, kaj pa, ne. In tako en pokaže na plastenko, ne. Pa tako, ja, tle so prazne plastenke, tle se valo, ne. No, tle imaš, ne, kaj boš tem, ne.
Ni bilo večjega veselja, ni bilo večje igrače kot ta plastenka vode in to so se jo med sabo podali, to so oni kot neko čudo, kot neko ne vem kakšno igračko, so se tega razveselili in pa so šli oni do vodnjaka in so si natočili vodo v plastenko in spor pitili tako, kot jaz pijem iz plastenke. Tako da... Kako je potem priti domov po vseh teh potovanjih in po sreči v plastenki, ko se zdi, da tukaj sreče ni, pa imamo lahko toliko stvari? Najlepše pride domov, to ti moram povedati, zaradi tega, ker prideš v svoje, po vsem tem jajcanju na raznih prenočiščih in prevozih in to in štrapacu je fajn pride v svoj umirjen kovzi doma, ne, to je sigurno, pa tudi nekako, tako kot me sprašujejo, v kateri državi bi ostal, ne, od vseh teh, jaz vedno rečem Slovenija, ker pač je še vedno najbolj lagodna pravzaprav za živeti, ne. Tako da... Domača postelja. Ja, definitivno. Ampak človekov se pa spremeni pogled in odnos do stvari. Definitivno, to je pa, recimo, kaj mene najbolj naučijo, ali pa kaj sem najbolj se naučil z teh potovanj. Veš, ljudje, ki ne potujejo, ali pa preden začnemo potovati, ne imamo o svetu zelo, jaz temu pravim, dvodimenzionalno predstavo, ne, se pravi iz ekranov, iz knjig, iz atlasov, iz, ne vem, dokumentarcev in si te dežele nekako ustvarimo v nekih predsodkih, v nekih stereotipih, ne. Kitajci so taki, Indijci so taki, Iranci so taki, ne. Ampak ko pa greš ti dejansko v tretjo dimenzijo, se pravi med njih, ne, v čas in prostor in da se ti družiš pa vidiš, da so te naše predstave precej, mislim, da je realnost precej bolj kompleksna, kot so te naše predsodki. Zanimivo je opazovati tudi ritem v knjigi, vi ste seveda glasbenik, imate izostren občutek za ritem. Ja, tega nisem še vprašala, kako je bilo pa z glasbo na poti? Ste že omenili prepevanje, ste se kdaj pridružili spontano kakšnemu bendu, ste kaj zaigrali, ste poslušali njihovo glasbo, je bila njihova glasba vaš navdih? Ja, že rečemo v Pakistanu, ko sem se vozil tam za nekim terencem, 800 km nabijal indijsko muziko in takrat sem prvi slišal indijsko muziko in to tako prevzame ta ritem, ne, da takrat sem se nalezel. Potem, ko sem prišel v arabske dežele, ko sem ta arabski pop slišal, ne, to so tako odkrite, da to so recimo, to so trenutno meni dva najljubša žanra, indijski pop pa arabski pop, ne. Drugače pa tako, jaz grem na potovanje, ko nimam koncertov, se pravi zato, da se spucam in alkohola in muzike in tako naprej kot nek dopust, ne. Ampak ne vem kaj, ali očitno ne vem, meni na čelu piše, kako to rečejo, dostikrat se zgodi, naprimer na Kubi se mi je to dogajalo večkrat, da grem jaz zvečer recimo nek lokal, a ne, restauracijo, jest, čisto lepo jest in je tam band, ki igra, ne, sploh na Kubi vemo te njihovi orkestri pa to, ne. In me gledajo, ne, medtem ko jaz jem, medtem ko oni igrajo, vidim, da je očesni stik, ne, ampak jaz nič, ne, in pa tako, ne, oni rečejo, a si ti glasbenik, ne. Ja, slučajno sem res, ne, daj prid gor, ne, sem rekel, pa ne, zdaj nisem prišel tle jaz, lepo vi ne, boš zaigral z nami, ne. Kva pa igraš, ne. So rekel, bas kitaro, oni pa niso imeli bas kitaro, so imeli kontrabas. Rekel, imamo mi kontrabas, sem rekel, ne, to ni isto kot bas kitar, pridi, ne. Enač, kaj pa bomo igrali, ne. Oje, komo va, sem rekel, da, poznam to, iz kje pa gre, iz A, ja pa D, ne. Sem rekel, ok, A pa D, to, kad sem že videl kontrabas, da sem približno vedel, kako se igra in dejansko sem jaz pol tam igral z njimi ta oje, komo va in to se mi je parkrat zgodil na potovanjih, tako da ne vem, ali mi to na čelu piše, ali ne vem, mogoče spet zaradi tega, ker sem sam, ne. Da se bolj upajo pristopati do mene. Približati in vas vključiti v to skupino zasedbe in tako naprej. Tudi kakšno besedilo Bigfoot mame urisuje vašo pot ali pa vsaj navdih? Ja, navdih, no to pa moram reči, da edina povezava, rečemo z Bigfoot mamo, z muziko, se je pa zgodila mi v Burmi, v Mjanmaru, ko sem se znajdel za moje pojme najlepšem kraju na svetu. To je nek tempelj na odprtem, kjer je na stotine teh stup zlati te stolpi in vsak ima pod dežničkom krovnim ima obešene zvončke. In to je na milijone zvončkov, ne. In zdaj, ko veter zapiha, ne, se te zvončki začnejo med sabo pogovarjati in to nastane ena taka res
kakofonija tega zvončkljanja, ne, da me je čist prevzel in to sem jaz si posnel tako na telefon, čist tako, ne, za foro, ne. In potem, ko smo doma delali en komad z Bigfoot mamo, ki ima tak bolj indijski pridih, naslov je Zlati stolpi Indijina, sem jaz rekel, te zvončki morajo biti čez cel komad, morajo biti prisotni od začetka do konca in to prav te original zvončke, ki sem jih jaz tam posnel, da se, ne vem, te energije ali kva prenesejo pa to. In dejansko smo tako naredili, ne, da smo podložili s temi, in zato sem tudi poimenoval komad Zlati stolpi Indijina, ker ta tempelj se imenuje Indijin, tako da je direktno pač omaž temu kraju. Pusti tišini, da ti osvobodi telo. Da ti osvobodi telo, ja. Kmalu vam dam možnost, da kaj vprašate, če radi potujete, če bi radi potovali, če radi berete. Boste imeli zdaj številne iztočnice, zakaj vzeti to knjigo v roke in potovati. Alen, ste vedno vedeli, da boste novinar, ste želeli biti kdaj geograf? Ja, seveda, predvsem najprej geograf pravzaprav, ker že od malega, odkar sem skoraj bi vzhodu, no, je moja najljubša knjiga in še vedno znam na pamet Atlas sveta. Najljubši predmet mi je bil pa globus sveta in ko sem jaz z prstom po zemljevidu oziroma obračal tisti globus, sem si predstavljal, kako je tle, pa kako je tam, pa da jaz bom enkrat tam. Tako da nekako je moj cilj prepotovati cel sveta, ne. In ja, geograf bi bil, ne, sam nekako se mi je zdelo, da rajš, da rad pišem, tudi zato sem šel takrat študirati novinarstvo. Delal sem kot novinar dolga leta, ampak se je na koncu izkazalo, da sem bolj glasbenik v resnici kot novinar. Ampak povsod so nekako besede, zgodbe, ljudje, potovanja. Tudi v glasba eno potovanje, ni? Ja, seveda, da je. To vprašam, ker se mi zdi, da v knjigi velikokrat omenjate tudi geografske širine, dolžine, kontinente in tako naprej. Ne? To izrazoslovje je močno. Ja, mene fascinirajo te meje, ne, glih meje kot meje, se pravi, mene je fascinantno, da je meja, se pravi črta, ne, kjer je na eni strani ta ista stvar pripelje v nebesa, na drugi strani pa v pekel, recimo, ne. Meni so te, ne, mislim, takih zgodb je še veliko, ampak nekako jaz bi rad, to je vprašanje, zakaj ne potujem z avionom, ne. Zaradi tega, ker jaz bi rad videl, kako se pride do tja, ne. A veš, na Japonsko recimo bi šel lahko še nisem bil, ne, bi lahko šel komot z avionom, jutri bi bil tam, ne. Ampak jaz hočem iti po vrsti, lepo, se pravi Ukrajina, Rusija, Bajkalsko jezero, Mongolija, Peking, potem bi šel na ladjo in z ladjo prišel na Japonsko, tako da imam celo, kako se spreminja pač iz kilometra v kilometer, to mene zanima. Tako da človek doživi to spreminjanje, ja. Ne samo časovnih pasov, ampak ja, dejansko sveta. Sicer se to mogoče včasih dolgočasno zliži, ne, recimo, ne vem, Transsibirsko železnico za 10 dni vozil, ne, in to je sred zime, je to sneg, breze pa smreke, ne, to je v bistvu več ono vse, kar vidiš, ne. Res pa je, da sem se vmes ustavljal v mestih in smučal tek na smučeh in šel v uno rusko savno in tako naprej, tako da doživel tudi zanimive stvari, ampak drugače pa to dneve to gledaš skozi okno in opazuješ naravo. Meni je to fascinantno, mnogim verjetno ni. Vse do morja, ali je to Stanley, jugovzhodna točka, ne, najbolj jugovzhodna točka, Papua, kjer ste tudi prišli do oceana. Tako, ja, pa tam sem bil tudi pri teh plemenih papuanskih, ki še vedno živijo praktično v kameni dobi, ne, praktično na pol nagi, ne, in glih to je mogoče primerjava z tem prej, ko smo rekli, da se morajo ženske v muslimanskem svetu zakriti, oziroma ko se tle kregamo in prožamo vojne, koliko je lahko ženska zakrita, koliko mora biti, koliko ne sme biti, koliko ima lahko dekolte, ima lahko večji, bla, 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 si oni, ki živijo praktično nagi, ne, si lahko rečejo sam, pa kva to komplicirate okrog človeškega telesa, ki je itak vsakmu dano naravno. Ja, tam odprete tudi zares zanimiv razmislek o civilizacijah, o tem, kako živimo, kdo je srečen, kje so norme tega sveta. Zdaj pa priložnost za vas, za kakšno vprašanje. Morda ste knjigo že prebrali, pa bi kaj pokomentirali, kakšen del, ki se vas je dotaknil. Lahko bi pa samo kaj popotniškega, recimo, vprašanje in izkoristili priložnost, zdaj, ko je Alen med nami. Kar pogumno roko gor, pa pride mikrofon do vas.
so bile očitno uspešno Vse smo izčrpna. povedali. Mogoče je kdo med vami že prebral knjigo? Roke gor. Aha, odlično. Kdo med vami rad potuje? Je kdo med vami bil že v teh deželah, ki jih je recimo danes Alen orisal s svojimi izkušnjami? Aha, gospod, tam bi tudi lahko dodali kakšno svojo, ne? Kje pa? Kje ste bili? Praktično sem celo Azijo predelal. Pa trikrat sem bil v Tibetu, pa na Pečtavu. Trikrat na Tibetu. Individualno ali z agencijo? To se pravi, tam ne moreš priti sam, ker moš, enkrat smo imeli sploh nosače, pa so to zadevo. Najbolj fajn je, ko smo bili prvič tam, smo imeli nosače, no mislim, nosače imaš vedno, ampak tam smo imeli s sabo tudi, so nosili hrano, kuharje in so tam spotoma so nam kuhali, tiste bo ta bolj. Dvakrat smo pa spali v teh lođih, teh preprostih, tisti je pa tako, kakor je. Misliš, kako si zakrit pred vetrom, pa vidiš, da so dile po koncu postavljene, pa da je vmes za prst med eno dilo pa drugo luknja. Ja, drugače pa zanimivo. To je bilo na Tibetu ali v Nepalu? Nepal. Nepal, aha, ja. Ker na Tibet ne moreš, tam mislim, da nimajo prav tehle ekspedicij. Kitajci imajo zelo restriktiven sistem tam. No, tudi hodijo, moji prijatelji so tudi tam bili, tako da ja. Ja. Se pravim, jaz sem hotel priti individualno, pa me niso pustili. In točno rekel, kitajski policaj točno vedel, je rekel, če bi ti na prošnjo za vizo napisal, da greš na Tibet, vize sploh dubo ne bi, kitajske. Sicer pa boste imeli seveda priložnost zdaj po pogovoru, da stopite do Alena, da ga kaj vprašate, dobite podpis v knjigo, delite kakšne popotniške izkušnje, ampak jaz bi vseeno prebrala en delček, ker se mi zdi fino te cilji in tudi fino, ko prideš do nekega cilja in takole je to zapisal. Mislim, da je bilo to v Stanleyju na jugovzhodu. Končno sonce, voda, zrak, svoboda. 22 stopinj, 13 minut nad ekvatorjem, tik pod rakovim povratnikom, omogoča sončenje oktobra na 35 stopinjah. In tako toplo morje, da grem celo jaz plavat. Zdaj, ko se mišice sproščajo, je občutek, da je naenkrat vsega konec kar nekoliko nadrealističen. Tako kot tropsko sonce iz moje kože vleče znoj, z njim puhtijo tudi vse nakopičene napetosti. Stres, presenečenja in razočaranja, preizkušnje in skušnjave, incidenti in spoznavanja, nenavadni liki in zahtevne lekcije, ki so bile bolj vzgojne in poučne kot katerakoli šolska ura. Zdaj se zdi, da je bilo v resnici vse lažje in čuden občutek je, da sta bili vsa tesnoba in negotovost, ki sta mi vzeli toliko energije, nepotrebni ali vsaj pretirani. Vse se skuša iz kaosa spominov sestaviti v smiselno sosledje, kot v kakšnih bizarnih sanjah. Pravzaprav vaše poti zdaj so v sanjah na nek način, verjetno je pa človek tudi na koncu malo prazen, pa poln, ne? Verjetno je to takšen občutek. Ja, tako, mislim, recimo, ko greš potem, ko se usedeš na avion in greš nazaj in si v enem dnevu, ne, ali pa še manj, v pol dneva letiš nad to potjo, ki si jo delal mesece in mesece, ne, ki jo sam dol gledaš in vidiš pač miniaturno in rečeš, vse tole sem jaz bil, ne, kaj sem vse tle doživel in kako sem se mogel matrati, zdaj sem pa takole udobno sedim in lepo samo z avionom nazaj. Ne. Ko se ena pot konča, se potovanje nadaljujem, samo še to vprašam, kam bo naslednja pot? Ja, ravno kar sem prišel iz Saudske Arabije, tako da sem še malo pod tem vtisom, ampak ja, naprej po mojem Peking, pa pol na radio, pa na Japonsko po mojem, ali pa ne vem, Afrika tudi še čaka. Vse čaka, no, pa Amerika, da ne govorim, Južna Amerika, vse. Avstralija, je še res, Avstralija še moram imeti. Zmanjkalo mi bo časa.
se kmalu potem znova srečamo tukaj v Kranjski knjižnici in potujemo naprej. Vedno rad pridem. Mislim, da ste, to ste že večkrat povedali, nekoč dejali, da bi se čim prej radi znebili šole, igrali v bendu in šli na Kitajsko. To Ja. je zdaj vse obkljukano. To je vse odkljukano, to so bile moje otroške sanje, to je res. Ja. Pa takrat sem si predstavljal, ker sem bil fan Pankrtov, da bom nisem si predstavljal, no, ker bilo bi blasfemično si predstavljati, da bom kdaj s Petrom Lušinom igral v bendu in to se mi je zgodilo že 10 let zatem. Tako da. Same kljukice. Želim vam, da obkljukate tudi kakšno željo, ki jo ne boste zdaj delili z nami, pa je pri vas tudi na kakšni od prihodnjih poti. Za zdaj pa najlepša hvala za vse zgodbe in seveda srečno na poti, Alen Stržaj. Hvala za povabilo in hvala vsem, ki ste prišli, tako da srečno tudi vam v prihodnje in se vidimo. Lep večer.